Zaščitili bodo rastišče encijana. Populacija bobra se veča. Slavnostno odprli ocenjevanje vin. Lepo pozdravljeni. Znameniti encijan na Lovrencu se pripravlja na cvetenje, Planinsko društvo Lista Sevnica pa na varovanje rastišča. S celodnevnim dežuranjem začenjajo to soboto, trajalo pa po skoraj mesec dni. Pri tem ste dobrodošli tudi ljubitelji narave, ki želite pomagati pri ohranjanju tega najbolj južnega rastišča Kluzijevega svišča na Slovenskem. Letos mineva 25 let, odkar je občina Sevnica rastišče na pobudo planincev in naravovarstvenikov zaščitila z odlokom, tako da na sicer zasebnem travniku velja poseben režim. Nekoč so bila tukaj celo varovanja 24 ur na dan, dejansko so naši člani šotorili to in tako naprej. Zdaj izvajamo ta varovanja dnevno, se pravi od zore do mraka. V povprečju je za varovanje rastišča v času cvetenja encijana angažiranih 40 prostovoljcev. Še vedno pa opažamo, da ljudje prihajajo gor tudi po noči, pozno zvečer ali po noči in žal kradejo encijan. Mi na to opozarjamo tako v svojih publikacijah. Lani so po eni taki plenilski akciji našteli 60 lukenj, ki so ostale za izkopanimi rastlinami. Brezvestneže je težko ujeti. Če ne bi rastišča varovali, bi encijan na Lovrencu že izginil, tako pa razveseljuje številne obiskovalce. Med prvomajskimi prazniki se jih na hrib povzpne tudi do 1000 na dan. Sicer pa je Lovrenc znan po biotskem bogastvu in je encijan le ena od zaščitenih vrst, kar priča razstava v Mežnariji ob cerkvi. K varovanju rastišča vabijo prostovoljce. Mi ne pogojujemo, da tisti, ki varuje, da je član Planinskega društva Lista Sevnica. Seveda se naši člani zelo radi odzovejo. Letos smo šli še posebej v širšo akcijo obveščanja in hkrati povabila vsem ostalim, tako za postavljanje ograje, ki jo bomo menjali čez nekaj dni, tako za samo varovanje rastišča. Vse stroške za zaščito encijana nosita občina Sevnica in krajevno planinsko društvo. Želeli bi, da bi se v to dejavneje vključila država in prispevala vsaj del sredstev, še dodaja Petančič. Slovenija se je pred 3 leti pridružila državam, ki 7. aprila obeležujejo Mednarodni dan bobra, največjega evropskega glodavca, ki je bil zaradi nerazumevanja njegove vloge v naravi pred 200 leti iztrebljen tako pri nas kot v vseh sosednjih državah. Pred 20 leti pa je začel znova poseljevati porečja slovenskih rek. Projekt ponovne naselitve bobra na Hrvaško, odkoder se je po naravni poti naselil tudi v slovenske reke, najprej v Krko, je leta 1996 vodil dr. Marijan Grubišić iz Zagrebške univerze. Dabar je sastavni dio ovih naših očuvanih rijeka i staništa i zato smo ga vratili da upravo obogatimo i povećamo tu biološku raznolikost o kojoj toliko pričamo i za koju se toliko zalažemo. Vloga bobra v vodnem ekosistemu je namreč zelo velika, pravi Grubišić, ki se je ob Mednarodnem dnevu bobra udeležil srečanja s krajani v Krajinskem parku Kolpa. Zastavili so mu veliko vprašanj o sobivanju z bobri, ki se zelo hitro širijo in množijo. Živijo do 20 let, zrastejo do 1 metra in tehtajo okrog 35 kilogramov. I ono što nas je čak iznenadilo da je sama reprodukcija, dakle obnova i povećanje brojnog stanja znatno iznad naših nekakvih projekcija i očekivanja, a posebno dinamika prostornog širenja. Leta 1996 so v porečje Save in Drave naselili 85 bobrov. I procjenjujemo da je sada od tih 85 dopremljenih i ispuštenih dabrova već negdje između 7 i 10 tisuća populacija dabrova, znači negdje čak oko 3,5 do 4 tisuće familija. Kar pomeni, da bi morali z načrtom gospodarjenja regulirati širitev in številčnost populacije ter se naučiti sobivati z njimi, meni Grubišić. Ob Kolpi še ne beležijo večjih težav, razen obglodanih dreves, ki pa jih ni veliko, pravi direktor Krajinskega parka.
Problem pa so tam, ker se približa interesom ljudi. Recimo Vinnica je gotovo že takšen kraj, kemp z samo nekaj atraktivnimi drevesi ali pa drevored v Sečjem selu in tako naprej. To je težava. Menimo, da je obvladljiva. Ker bober gloda in ruši drevesa, da bi prišel do mehke skorje v krošnjah, v zimskem času, ko ni vegetacije, bo treba v jeseni žičnato mrežo zaščititi drevesa ob vodnem pasu, dodaja Grabrijan. Le še mesec in pol nas loči od največje vinsko-turistične prireditve na Dolenjskem. 46. teden cvička, ki bo potekal med 25. in 27. majem, se vrača v srčje cvičkove dežele Šentjernej. Dopoldne so tam slovesno začeli z najpomembnejšo tekmo dolenjskih vinogradnikov in vinarjev, 3-dnevnim ocenjevanjem vzorcev vin. Največjega slovenskega ocenjevanja vin so se udeležili člani vseh 32 društev, vključenih v Dolenjsko zvezo društev vinogradnikov. Skupaj so prispevali 919 vzorcev vin, največ 306 je bilo cvičkov. Procentualno sicer nekoliko manj, ampak v skladu s pričakovanjem glede na lastnosti letnika 2017. Od ostalih sort, kot je to običajno, v takih letnikih najbolj zastopana modra frankinja, pa tudi, bom rekel, na drugi strani belih zvrsti. Za laskavi naziv kralj cvička se letos poteguje 42 vinogradnikov vinarjev. Z 2 vzorcema se je v tekmo podal tudi aktualni kralj cvička. Dal samo vzorce, tudi za kralja, ampak jaz upam, da se bo spremenilo, pač eno leto je dovolj, ne bo. Vinogradnikov je še dosti, tako da še kaj še. Cvičkov dvor pa bo na 46. tednu cvička gotovo bogatejši po nežnejši plati. Po letu dni bo 19. cvičkova princesa Dragica Ribič krono predala naslednici. Bilo je veliko dogodkov, veliko promocije, cvička dolenjskih vinogradnikov, vinogradništva, pa vendar dogodki še potekajo. Pred mano je še en pester mesec, dober mesec, kot tudi sama prirejam en dobrodelni festival v deželi Kozolcev, Cviček v srcu, s katerim bom nekako zakrožila svoj enoletni mandat. Osrednje 3-dnevno dogajanje med 25. in 27. majem se bo začelo s tradicionalno povorko vseh 32 vinogradniških društev. Teden cvička se v Šentjernej sicer vrača po 40 letih, na kar so izjemno ponosni. Cviček je naša skupna blagovna znamka cele Dolenjske, ki nas povezuje. Povezuje tudi, upam, da bo povezala naša vsa društva, ki bojo pomagala pri tej prireditvi. Kot vemo, je ta prireditev zahteva veliko prostovoljnega dela in se ne bojim za odziv naših društev. Šentjernej je nekako osrčje Dolenjske, tukaj Podgorjanci, in zagotovo so sposobni organizacije velikih dogodkov, velikih prireditev, tako kot je naš teden cvička, ena največja vinarsko-turistična prireditev v državi. V Šentjerneju obljubljajo pester strokovni in družabno-zabavni program. Je pa res, da smo z 44. in 45. tednom cvička v Trebnjem imeli letvico zelo visoko postavljeno, če se po športno izrazim. Ampak v Šentjerneju smo potrudili, da bomo še malo zvišali, pridodali nekaj domačih stvari. V 3 dneh naj bi po pričakovanjih prirediteljev teden cvička obiskalo približno 10 000 ljubiteljev cvička. V Dobravi v škocjanski občini pa se je po nekaj letih vnovič odvilo regijsko tekmovanje Mladi in kmetijstvo. Tokrat se je kviza, ki sta ga pripravila tamkajšnje Društvo podeželske mladine in Novomeški kmetijsko-gozdarski zavod, udeležilo 5 ekip. Člani in članice Društev podeželske mladine iz Dobrave, Mirne Peči, Tržišča in Suhe krajine ter učenke Grmske kmetijske šole so se na regijskem kvizu pomerili v poznavanju tem z področja kmetijstva. Zahtevna vprašanja so zahtevala tudi nekaj priprav. Ja, nekaj časa je bilo priprav pa vsega skupno. Bolj organizacije, kot tiste del, učenje pa to. Mi smo se v bistvu bolj malo časa, zaradi tega, ker smo že uvrščeni na državni kviz. Pač, ker ga organiziramo, tako da ja, ampak smo sproščeni, tako da malo za druženje smo prišli v bistvu. Pripravljali smo se en teden, kvečemo 2 mogoče, drugače pa nič kaj takega. Naučili smo se marsikaj novega. Jaz sem odmer spoznal, da krava v 1 minuti od 30 do 90 ugriza naredi na minuto. To mi je bilo zanimivo. In še z marsikaterim zanimivim podatkom so znali postreči mladi udeleženci regijskega kviza. Ja, je zanimivo, je veliko novega znanja, je takih zanimivih stvari. So take malenkosti, ko te malo, ko se naučiš, pa rečeš, tega pa nisem vedel.
Mladi so na regijskem kvizu odgovarjali na vprašanja iz 3 tematskih področij: čebelarstva, faden knjigovodstva in živinoreje. Bistveno pa je, da se mladi s podeželja med seboj povezujejo, se udružijo, kajti tu mislim, da je najbolj zdrava družba, kjer poleg tega, da se izobražujejo, se tudi zabavajo. V Dobrovi so pred leti ob regijskem že gostili tudi državni kviz. Jaz sem tega sila vesel, da mladi pristopajo k tem tekmovanju, se družijo, se spoznavajo, si spodbujajo. En del je kviz, en del je znanje, drugo je pa tudi delo doma. Verjamem, da vse ti tekmovalci prihajajo iz kmetij, kar je dobro, da se to podeželje ohranja. Barve Dolenjske in Bele krajine bo na državnem kvizu, ki bo potekal 21. aprila v Mirni Peči, zastopala 3-članska ekipa Društva podeželske mladine Suha krajina. Krkini prostovoljci se v tednu humanosti in prostovoljstva družijo tudi z ranljivejšimi skupinami ljudmi. Na osnovni šoli Dragotina Keteja Novo mesto so v sodelovanju s Plesnim centrom Dolenjske pripravili plesne delavnice. Športno dvorano šole sta dopoldne preplavila ples in glasba, ki sta za tamkajšnje učence vedno dobrodošla. Katere plese vse plešete? Ljudi, pa čuki, in to je vse. Odlično, super so, zabavamo se razmigamo, plešemo, super je. Otroci so zelo srčni in se vidi tisti duh, da ples jim nekaj pomeni, da jim glasba, gibanje pomenijo in s tem se v bistvu ples je že sam po sebi tak pozitivno vpliva na ljudi, na te otroke pa mislim, da še posebej. Uživam v plesu in v druženju z malimi nadobudneži, tako da sem se letos z veseljem ponovno udeležila. Spletle so se tudi prijateljske vezi med prostovoljci in učenci. Eno od prostovoljk smo zmotili med zanimivim klepetom z učencem Aljažem. Kakšne imaš hobije? Moji hobiji so kolesarstvo, kmetovanje, gozdarjenje. Kaj imaš še doma? S kom greš na sprehod? Psičko. Kuj pa ime? Pika. Evo, ti ima super. Mi imamo pa mačka Piko, to veš. Sodelovanje med novomeško Krko in osnovno šolo Dragotina Keteje traja sicer že več kot 40 letja. To sodelovanje nam omogoča izvajanje nadstandardnih dejavnosti, kajti otroci s posebnimi potrebami za uspešno delo potrebujejo več kot osnovni program in to več kot osnovni program nam omogoča ravno sodelovanje s Krko. Kot so nam povedali prostovoljci, ni lepšega občutka, kot nekomu polepšati dan s preprosto gestom, kot so dotik, objem ali prijazna beseda. Še ostajamo pri prostovoljstvu. V Novomeškem združenju Rdečega križa so se pridružili veliki vseslovenski prostovoljski akciji pod okriljem Slovenske filantropije. Pripravili so čistilno akcijo v Podhosti pri družini Rajk. Vseslovenska prostovoljska akcija se imenuje Dan za spremembe. Bistvo tega dneva je, da se prostovoljnim delom z enim dnem naredimo spremembo v družbi in pokažemo, da solidarnost in humanitarnost je tista, ki lahko spreminja svet. V Novomeškem Rdečem križu so letošnji Dan za spremembe povezali s svojo humanitarno akcijo Pomagajmo družini Rajk, ki jo vodijo že pol leta. Rokave je zavihalo 10 prostovoljcev. Začelo se je čiščenje okrog hiše, za hišo bomo namestili mobilno hiško in kontejner, da bomo preselili družino in potem začeli z obnovo hiše. Računamo, da bo nekje poleti zadeva zaključena in da se bo za družino Rajk začela nova zgodba. Novomeški Rdeči križ se je sicer vseslovenski akciji pridružil 9. leto zapored. V letošnjem letu sodeluje kar 77 krajev, 500 različnih organizacij v 137 akcijah. Skupaj je sodelovalo več kot 12.000 prostovoljcev. Še vedno je torej veliko ljudi, ki radi priskočijo na pomoč. Hvala za pozornost in prijeten večer.